Imejmo radi svoje telo. Ozdravimo bolečino. Številni ljudje med nami vsak dan živijo z bolečino ali boleznijo. Za mnoge izmed nas je to lahko velik problem. Danes bomo poskušali pobliže spoznati bolečino, se zavedati, od kod prihaja ter kaj nam sporoča, oziroma kaj se lahko naučimo iz nje. Nikogar med nami ni, ki bi si želel trpeti bolečino. Vendar kljub temu mnogokrat pride do bolečine oziroma bolezni. Takrat se ne sprašujmo, zakaj moram ravno jaz trpeti, zakaj se prav meni to dogaja. Takrat poskušajmo na bolečino pogledati še drugače. Vprašajmo se, kaj mi bolečina sporoča. Bolečina je lahko odraz bodisi telesne, bodisi duševne bolezni. Zato sta zanjo dovzetna tako telo kot tudi um. Ta trenutek si vzemimo čas, da prisluhnemo svoji bolezni, da prisluhnemo svoji bolečini, da jo ne ignoriramo oziroma se ne začnemo smiliti sami sebi. Vse bolezni in ravno tako vse bolečine si izzovemo popolnoma sami, saj se vsaka celica v našem telesu odziva na vsako našo misel ter vsako spregovorjeno besedo, ki jo rečemo. Naše telo je tisto, ki si vedno prizadeva ohraniti optimalno zdravje, ne glede na to, kaj mi počnemo z njim. Ukolikor svoje telo dan za dnem zlorabljamo z nezdravo hrano, z grdimi mislimi, še toliko bolj pripomoremo k svojemu neugodju in bolečina oziroma bolezen postaja vse močnejša. Vsaka bolečina se lahko pojavi v številnih in različnih oblikah, vendar pa nam vedno skuša nekaj povedati. Prav bolečina je tista, s katero nam telo panično daje znamenje, da bi pritegnilo našo pozornost. To pa je le opozorilo našega telesa, da je nekaj narobe v našem življenju. Se zavedamo tega?
Ozavestimo zdaj vsako svojo bolečino. Ne zdravimo jo le s tabletami. Vkolikor ne iščemo vzrokov za našo bolečino, s tem svojemu telesu le sporočamo, da ga nočemo slišati. Na ta način želimo zatreti svojo bolečino. In naše telo za nekaj časa res obmolkne, vendar se nam bo pozneje ponovno oglasilo, toda tokrat glasneje in še glasneje in še glasneje. Mnogokrat je prav bolečina tista, h kateri se zatečemo in želimo biti bolni, ker se želimo izogniti določeni odgovornosti ali pa neprijetnostim. Ko ne znamo reči ne, včasih v narekovaju iznajdemo bolezen, da se na ta način izmaknemo odgovornosti, da bolezen sama reče ne namesto nas. Pa je prav tako. Seveda ni. Naučimo se zdaj prisluhniti svojemu telesu. Postanimo pozorni ter ga vprašajmo, kaj nam sporoča. Drago telo, kaj mi želi sporočiti? Vedimo, da v svojem bistvu si naše telo želi biti zdravo ter vitalno. Želi si tudi našega sodelovanja. Pa mu res znamo vedno prisluhniti. Zato zdaj v vsaki bolečini, ki nas pesti, razmišljajmo kot o našem učitelju, ki nas uči, ki nas opozarja, da v svoji zavesti gojimo napačno predstavo. Nekaj, kar verjamemo, nekaj, kar govorimo, nekaj, kar delamo, nekaj, kar mislimo oziroma razmišljamo, ni v našem največjem interesu. Preprosto ni v redu. Tako nam naše telo z bolečino sporoča, da postanemo pozorni nanj, ter da nas tako, v narekovaju, kliče, da prekinemo to, v narekovaju, napačno, kar počnemo in ni dobro za nas. Ko začutimo bolečino, se preprosto ustavimo ter vprašajmo sami sebe, kaj nam naše telo sporoča, kaj nam želi povedati.
Ko enkrat prepoznamo miselni vzorec, ki se skriva za našo boleznijo, ter ga ozavestimo, takrat ga lahko spremenimo in tako si ponovno povrnemo zdravje. Zdaj je čas, da postanemo še bolj pozorni na svoje telo, ter se odrečemo potrebi, ki je izzvala našo bolečino. Naučimo se ljubiti svoje telo ter mu prisluhniti. Ljubimo sami sebe ter se oblivajmo z ljubeznijo. Glasno ali v svojih mislih recimo naslednjo afirmacijo. Rada imam svoje telo. Rad imam svoje telo. Svojemu telesu želim vrniti optimalno zdravje tako, da mu dajem tisto, kar potrebuje na vseh ravnih. Ljubim svoje telo. Rada imam svoje telo. Rad imam svoje telo. Svojemu telesu želim vrniti optimalno zdravje tako, da mu dajem tisto, kar potrebuje na vseh ravnih. Ljubim svoje telo. Zdaj prisluhnimo sami sebi. Prisluhnimo svojemu učitelju. Prisluhnimo svojemu telesu ter ga vprašajmo. Od kje je prišla ta določena bolezen oziroma bolečina, ki me pesti? Kaj mi poskuša povedati? Kaj moram vedeti? Morda obstaja kaj, česar se bojim? Obstaja kaj, s čimer se ne želim soočiti? Katera so tista področja mojega življenja, ki kličejo po spremembah? Zdaj prisluhnimo, kaj nam telo odgovarja. Prisluhnimo mu.
Naše telo je ogledalo naših najglobjih misli ter prepričanj. Prav vsaka celica se odziva na vsako našo misel ter vsako našo spregovorjeno besedo. Zato opazujmo ter kontrolirajmo svoje misli. Opazujmo, kaj govorimo. Opazujmo, kaj razmišljamo. Bodimo pripravljeni spremeniti sebe ter opustiti stara prepričanja, ki nam ne koristijo več. Naš zdaj napolnimo s prijetnimi mislimi, z mislimi, ki nam služijo, kajti to je najhitrejša pot do ozdravitve. Zavedajmo se, da nas ima naše telo neizmerno rado. Zato tudi mi imejmo radi svoje telo, ter mu dajmo vse tisto, kar potrebuje, vse tisto, kar rabi, da se povrne v prvotno stanje. Oprimo se na svojo notranjo moč, ki jo imamo vsi v sebi. Poiščimo to moč. Bodimo hvaležni za svoje telo, ter ga ljubimo, ter skrbno skrbimo zanj. Večkrat skozi dan se mu zahvalimo ter mu recimo: hvala ti, moje telo, hvala. Ljubim te. Dovolim ti, da se počutiš dobro. Dovolim ti, da uživaš. Varna sem, varen sem. Zaupam življenju, ki me vodi na vsakem mojem koraku. Vsak dan znova in znova se učim poslušati svoje telo ter mu zaupati. Vsak dan mi gre vse bolje in bolje. Vsaka pot, dolga tudi 1000 milj, se začne z enim samim korakom. Prav ti majhni koraki pa lahko spremenijo naše življenje. Ni nujno, da bo bolečina čez noč izginila. Morda bo, morda pa bomo potrebovali še nekaj več časa, preden ozavestimo, da je ne potrebujemo več. Le zaupajmo, vse bo v redu. Vedno smo varni in vedno smo ljubljeni. Ne pozabimo,
da je za nas vedno poskrbljeno. Hvala, hvala, hvala. Srečno.